Torej, danes smo se zbrali zopet na enem veselem dogodku, kajti ko upravna, zdaj še bom pa enkrat lahko, upravna nota me se skozi roji po glavi, to bo zrezal ven, ko kot lokalna skupnost uspemo pridobiti finančna sredstva za kakršnokoli investicijo, smo vedno veseli. In tokrat pa smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer govorimo o energetski sanaciji splošne knjižnice Slovenske Konjice, ali drugače zakoničene, po domače povedano, na Domu kulture. Se bo marsikaj spremenilo že v letošnji jeseni in tudi nadaljevanje v pomladi leta 2014. Gre za celovito energetsko sanacijo objekta, kjer je predvideno, da bomo zamenjali okna, vrata, izolirali podstrešje, zamenjali luči na objektu in pa tudi v naslednjem letu celotno fasado dodatno izolirali. Vse skupaj bo po pogodbi, ki jo bomo danes podpisali, znaša strošek dobrih 171 000 evrov. S tem pa, da je zelo pomembno dejstvo, da slabih 120 000 evrov pa smo pridobili na že prej omenjenem razpisu. Jaz sem prepričan, da bomo s tem posegom ne samo, da bomo nekoliko polepšali zunanji videz, predvsem je pa namen, da ustvarimo bistven prihranek pri porabi toplotne energije na samem objektu, kajti vemo, da smo v zadnjih nekaj letih se pogovarjali, da so stroški ogrevanja tako splošne knjižnice kot same dvorane v Domu kulture precej visoki. Izjemno sem vesel, da dela se bodo pričela že v letošnjem oktobru, skratka kmalu po podpisu pogodbe. In letos bomo že zamenjali okna in vrata, zamenjali oziroma dodatno izolirali samo podstrešje, nameščeni bodo termostatski ventili, potem bo pa že zima, ki bo verjetno prekinila ta dela, tako da bomo fasado sanirali in pa zamenjali notranjo razsvetljavo pa v pomladanskih mesecih leta 2014. Toliko na kratko, jaz bi predlagal, da predamo besedo še izvajalcu del, to je podjetje Oder d.o.o., ki ga zastopa direktorica Janja Košenina Ramšak, pa predlagam, da še vi poveste svoj del v to zgodbo. Se zahvaljujem. Najprej srčno upam, pa tudi trdim, da bomo vsa ta dela in cilje dosegli v teh rokih. Res sem vesela, da lahko podpišem ponovno pogodbo za energetsko sanacijo objekta, zaradi tega, ker tudi mi stremimo k temu, da so objekti čim manj energijsko potratni in da smo se lahko v bistvu že zdaj v fazi pred sklepanjem pogodbe pogledali detaljno objekt in kot tako tudi zahteve iz projekta, ter si želim, da bodo objekti zaključene in dela končana v skladu s temi roki, napisanimi v pogodbi, in izvedena v skladu z objektom. Ter da bomo vsi zadovoljni na koncu, kot uporabnik, investitor in kot tudi mi kot izvajalec, in da bo to referenca za naprej. Prav, hvala lepa. Predlagam še, da damo besedo še neposrednim uporabnikom oziroma tistim, ki imajo svoje prostore v tej stavbi in pa tudi, ki izvajajo dejavnost v teh prostorih. Direktorica javnega zavoda Splošna knjižnica, magistrica Renata Klančnik, izvolite. Hvala lepa za besedo. Ja, lahko rečem, da tako v imenu vseh zaposlenih, ki veliko časa preživimo v tem Domu kulture, kot seveda tudi uporabnikov, se iskreno veselimo te energetske sanacije. Nenazadnje, kot je že gospod župan povedal, s tem bomo prišparali, po domače rečeno, veliko denarja na račun ogrevanja, kot tudi svetlobe. Po drugi strani pa bomo zagotovili in uporabnikom in zaposlenim veliko ugodnejše delovne in pa uporabniške prostore. Tako da res hvala vsem in z roko v roki gremo dalje. Hvala.